Prehajamo na točko 18. Predlog načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem občine Kamnik za leto 2022. Dopolnitev številka 1. Predlog načrta je objavljen v gradivu številka 25. Predlagatelj župan, poročevalke pa Maja Sušnik, Marija Kos in Ivanka Ugrinc. Besedo ima gospa Maja Sušnik. Izvoli. Hvala lepa. Lepo pozdravljeni. Predlagamo, da se načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem občine Kamnik za leto 2022 dopolni s nepremičnino v KU Podgorje v stavbi številka 284, posamezni del 54, in sicer gre za poslovni prostor, ki se nahaja neposredno pred dvorano bivšega kinodoma na Duplici, ki smo jo kupili lanskega leta. Glede na to, da je dvorana praktično zelo neuporabna, ukolikor mi tega prostora ne kupimo, predlagamo, da se tudi ta prostor kupi, zato ker dejstvo je, da dvorana nima nobenih prezračevanj zagotovljenih, nima oken, poleg tega je trenutno dostop do dvorane praktično skoraj nemogočen, oziroma so zelo majhna vrata do te dvorane omogočajo dostop. Dvorana ni opremljena niti z sanitarijami, niti s garderobami, tako da smo menili, da je ta nakup smiselen. Dejstvo je, da je krajevna skupnost Duplica ravno iz tega razloga prodala svoj poslovni prostor, ki ga je imela na Duplici, v katerem se je nahajal frizerski salon. Poslovni prostor, ta frizerski salon, je bil že prodan za 65.000 evrov, tako da glede na to, da bo kupnina za poslovni prostor 100.000 evrov, smo nekako ocenjevali, da bi razliko do tega zneska pa namenila občina. Dolgujem vam še odgovor na vprašanje, ki ga je na odboru za proračun in gospodarjenje z občinskim premoženjem zastavil svetnik Robert Prosen. In sicer je gospod Prosen ste vprašal, za kakšen denar in za kakšen namen se kupujejo prostori na Duplici. V strategiji za mlade je namreč pisalo, da bo prostor namenjen dnevnemu centru za otroke, v tej obrazložitvi tega ni napisanega. Kako bo z lastništvom, kdo bo lastnik, občina ali KS, koliko je občina lani plačala za dvorano in koliko bo letos in kakšna je bila cena za kvadratni meter lani in kolikšna bo letos. Jaz vam bom kar prebrala, ker smo kar pisno pripravili odgovor. Občina Kamnik je v letu 2021 v pritličju objekta Jakopivčeva 11 kupila 344,8 kvadratnih metrov površin, ki v naravi predstavljajo bivšo kinodvorano. Cena za ta prostor je bila 61.000 evrov, torej 177 evrov na kvadratni meter. S potrditvijo predlaganega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem, dopolnitev številka 1, želi občina skupaj s krajevno skupnostjo Duplica v istem objektu v pritličju kupiti še dodatnih 99 kvadratnih metrov površin, ki bi jih namenili za sanitarije in garderobe, kar bi omogočila, da bi tudi že kupljeni prostori lahko v celoti kvalitetno funkcionirali. Obstoječa lastniška dvorana namreč v obliki, v kakršni je danes, niti ne more zaživeti, njena uporabnost pa je okrnjena, saj prezračevanja ni, oken oziroma dnevne svetlobe tudi ne, vanjo vodijo le ozka enojna vrata, do katerih se dostopa preko skupnega prostora vseh etažnih lastnikov večstanovanjske hiše. Prav tako pa dvorana nima garderob niti sanitarij. V nadaljevanju je lastnik teh dodatnih prostorov je pripravljen le te prodati za ceno 100.000 evrov. Kar pomeni, da je cena 1000 evrov za kvadratni meter. Ob tem velja poudariti, da ti prostori v času, ko je občina Kamnik izvedla prvotni nakup, torej dvorano, niso bili na prodaj in je lastnik le teh drug subjekt trenutno. KS Duplica je letos prodala poslovni prostor v svoji lasti, frizerski salon na Grohirjevi 1A, in sicer za ceno 65 evrov na kvadratni meter, to je cirka 1547 evrov po kvadratnem metru. In bo prejeto kupnino namenila za sofinanciranje nakupa prostorov na Jakopičevi 11. Omenjene prostore KS Duplica že uporablja na osnovi najemne pogodbe. Lastništvo na prostorih, za katere se predlaga odkup, naj bi bilo deljeno, in sicer naj bi KS Duplica in občina Kamnik bili solastnici, vsaka bo solastnica do deleža, kolikor bo plačala kupnine.
Predvideva se, da bi KS Duplica obe nepremičnini, torej bivšo kinodvorano ter prostore ob njej, ki so predmet tokratnega nakupa, v delu katerega lastništvo je občinsko vzela v upravljanje ter s kompleksom prostorov tudi gospodarila, torej ga vzdrževala, dajala v najem oziroma uporabo in tako dalje. Glede bodoče uporabe, torej zakaj bodo prostori namenjeni, je v tem trenutku težko konkretizirati, zagotovo pa bo z nakupom teh dodatnih prostorov omogočena praktično vsakršna dejavnost, ki jo bo KS Duplica želela nuditi svojim krajanom. Kot je že v predlogu navedeno, so tu kulturne, športne in podobne dejavnosti, vsekakor pa bo KS Duplica sledila potrebam krajanov in prostore namenjala njihovim vsakokratnim potrebam. Skrb za otroke in mladostnike je vsekakor prioriteta, zato bodo prostori zagotovo na razpolago tudi njim. Samo dovolite, da vam še preberem, kaj so mi pa iz krajevne skupnosti zadnjič napisali na mail glede tega nakupa, za katerega si prizadevajo. S pridobitvijo dvorane in njej nujno pripadajoče avle bo krajanom Duplice vrnjeno tisto, kar jim je bilo pred časom oduzeto. Saj je bila omenjena stavba zgrajena z udarniškim delom delavcev Stola in ostalih krajanov Duplice z določenim namenom. In ta je bil, da bo imela KS Duplica dvorano s pripadajočo avlo pred prostorom za sprostitvene dejavnosti svojih krajanov. Na vse zadnje je KS Duplica ena največjih KS občin, Kamniki in krajani želijo le to, da bi dvorana ponovno zaživela z vsem tistim, kar v tako dvorano in njeno okolje sodi. Hvala lepa. Hvala. Odpiram razpravo, delovna telesa, svetniške skupine, svetnice, svetniki. Beseda ima Anton Tone Smolnikar. Župan, hvala za besedo. Mislim, da je ta zadnji SMS ali mail Dupličanov tisto, kar pomeni, gledajte, polt imam, ker dobro poznam to kulturno dvorano, poznam domačine, Stolovci so z udarniškim delom. Zdaj pa tretja generacija v bistvu se bori, da bi mi dali ta prispevek zraven. Mislim, da ni razmisleka takoj, kajti tisti časi pred 15 leti občina ni imela nobenih pravic, ko se je to prodajalo, ko se je uzurpiralo parkirne prostore, ki jih je občina gradila z domačini, z Stolovci, z Dupličani in seveda tam se je zgradilo, jaz zdaj ne spomnim se več koliko stanovanj, potem je pa zmanjkovalo parkirišč. Zdaj ne vem, kakšna je situacija tam okoli, ampak vendarle ta dom, kinodom Duplica, kot mladinec, pionirček sem že veliko dogodkov tam doživel. Ta dom seveda živi tudi športniki, kajti tam zadnji, tisti, ki poznate balinarje Dupliške, boste zagotovo vedeli, da je en del tega športa predvsem s temi povezan, ampak da so tudi drugi športniki, ki seveda, a koga kaj moti? Ne, ena debata slišam, ja, ok. Ja, sem bil upozorjen tudi, no, zdaj sem pa spet. Gremo dalje. Jaz mislim, da je to ena najbolj ali pa najboljših uspešnih potez mimo Mamuta, no. Mamut, potem pa tole, ne, najprej tole, potem pa Mamut. Hvala. Hvala, besedo ima Robi Prosen. Lepo pozdravljeni, najlepša hvala za besedo. Jaz sem bil že prej za to, da se ta zadeva odkup. Se pa občinski upravi zahvaljujem za izčrpno poročilo, tako da bom zdaj še bolj z veseljem tale zeleno tipko pritisnil. Hvala. Hvala. Še kdo? Beseda ima Bogdan Pogačar. Hvala za besedo. Jaz bi pa sam vrnil se tistih 15-16 let nazaj, kaj je Tone rekel, se pravi, vsa zgodba se je začela 2006, ko v tem kompleksu je bil v bistvu čisto privatni lasti in v tem kompleksu ni bilo enega prostora namenjenega krajevni skupnosti. Leta 2006 smo se pri prenovi pa pri gradnji teh stanovanj izborili pač ta prvi prostor, not uredili prostore krajevnih skupnosti, prej smo gostovali v osnovni šoli Marija Vera, potem smo to obnovili, potem smo nadaljevali z najemom športnega igrišča, zato da smo si zagotovili pač kasnejši odkup. Športno igrišče se je odkupilo, ne vem, leta 2019-2020,
Vmes se je odkupila še prostor bivše knjižnice in krajevna skupnost počasi pridobiva tisto, kar je bilo pač, tako kot so rekli, oduzeto. Vmes so bili tudi že napori, da bi vse skupaj cel pritličje odkupili. Cene so bile take, da so nam najprej rekli 180 tisoč, to je vse poknjiženo tudi na občin Kamnik, vedno smo sodelovali tudi z občino Kamnik. 180 tisoč, ko smo prišli do 180, je bila cena 420. Tako da vedno se je ta voz odmikal in potem smo prostor po prostor nazaj odkupovali in zdaj smo prišli do tega, da je še zadnja ta avla. Krajevna skupnost je zastavila, po mojem, edino premoženje, se pravi ta frizerski salon, ki ga ima, ki ga je dala v najem in s tem je pokazala pač eno veliko pripravljenost in željo, da pač to avlo pridobil svojo last. In jaz upam, da bo, verjamem, da bojo vse dejavnosti, ki jih Duplica pa tudi Kamnik potrebuje, da bo možno tam pač izvajati. Tako da jaz se vam zahvaljujem, če boste to podprli, sem pa sam hotel vam povedati, koliko je bilo to naporov od parkirnih prostorov, ki jih je pa v bistvu na občinskem zemljišču investitor zgradil, pa pol prodajo je bilo, pa sploh ne bi komentiral. Tako da ena zgodba, ki je 16 let stara, se s tem zaključuje. Hvala. Hvala. Zaključujem razpravo. Glasovali bomo o predlaganem sklepu. Občinski svet občine Kamnik sprejme načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem občine Kamnik za leto 2022, dopolnitev številka 1. Glasujemo. Glasovanje poteka. Zaključujem glasovanje. Za je glasovalo 28 svetnic in svetnikov, proti nihče. Ugotavljam, da je sklep sprejet in točka zaključena.